Vinogradništvo je kar zahtevna panoga, ki zahteva precej znanja, in seveda naši predniki so dobili izkušnje, ki so danes, lahko rečemo, upoštevane, vendar kje pa kje le slišimo, ja, pa ni več tako, kot je nekoč bilo. No, ena izmed takih stvari je pred kratkim sicer bila opravljena tudi delno raziskava in še teče o odstranjevanju listjev, razlistjanju. To raziskavo opravlja Visoka šola Univerze v Novi Gorici tu v Ajdovščini in ena izmed raziskovalcev je tudi Melita Strnad-Lemot, ki nam bo povedala, prav lahko rečemo, zakaj ste se lotili tega dela, te raziskave v zvezi z razlistanjem. Človek bi rekel, vse to je neumno. Ja, tako. Vinogradniki in vinarji se v zadnjem času resno soočamo s problemom višjih temperatur v času dozorevanja grozdja. Čeprav so to majhne spremembe navzgor, so pa lahko za nas kritične, ker lahko to pomeni, da smo presegli kritično temperaturo za tvorbo nekaterih zelo pomembnih sestavin grozdja, ki so potem seveda tudi zelo pomembne pri nadaljnjem postopku, se pravi pri vinifikaciji in pri končni sestavi vina. In če so nekatere vinogradniške tehnike zelo dobro funkcionirale oziroma nam zelo dobro služile v preteklosti, danes ravno zaradi tega dviga temperatur, ko presegamo kritične temperature, ne dajo več željenih rezultatov. Razlistanje se je na Vipavskem že izvajalo, ampak nekje v času obarvanja grozdnih jagod. Danes pa zaradi višjih temperatur, ravno v tistem času, na nek način ustavimo oziroma upočasnimo sintezo nekaterih zelo pomembnih sestavin, kot so tudi recimo antociani, to so rdeči pigmenti, ki so odgovorni za barvo rdečega grozdja in seveda tudi rdečega vina. Ker to v bistvu pomeni, da temperatura na površini grozdne jagode naraste v tej meri, da se v določenih urah dneva, to je takrat, ko je najbolj vroče, ta sinteza ustavi in seveda rezultat je, da imamo na koncu majhno skupno količino antocianov, posledično slabo, neatraktivno barvo. Poleg tega je pa ta barva lahko tudi manj stabilna, ker ne samo, da skupno količino antocianov spremenimo, ampak tudi razmerje med posameznimi antociani, ki potem različno vstopajo v te kopigmentacijske reakcije in v bistvu vplivajo različno na stabilnost barve. Ta raziskava je bila večletna, pa ste praktično prišli do tega, kar pripovedujete zdaj o tem. Drži, mi se že 4. leto ukvarjamo s tem, kar pomeni, da smo zaradi tega, ker pozno razlistanje ne daje več dobrih rezultatov, preusmerili vse naše sile v raziskave zgodnejšega razlistanja. Kdaj je to zgodnejše? Ja? Mi smo najprej začeli v letu 2009, nekje 10 dni po cvetenju, se pravi v času tvorbe grozdne jagode, kar pomeni, da smo takrat odprli grozdje oziroma ga izpostavili sončni svetlobi. S tem smo pridobili flavonole, za katere je najbolj značilno, da so odvisni od svetlobe. Eden izmed razlogov, zakaj tudi odpiramo grozdje proti soncu. Tako da smo v bistvu dosegli ta efekt že zgodaj. Kasneje v času vročine se pa listje nekoliko zrastejo lateralni listi, kar pomeni, da je pred najhujšo vročino delno grozdje zasenčeno in na tak način pa preprečimo ta negativni efekt visoke temperature v času, ki je kritična za recimo antociane. Tudi, zadnje čase so problemi tudi z ožigom, zlasti če to naredimo pozno, se grozdje slabše prilagodi na nenadno spremembo temperatura, nenadno osvetlitev z UV žarki in lahko pride tudi do sončnih ožigov, kar posledično vpliva tako na polifenole kot tudi na aromo, ker se le ti kopičijo v glavnem v kožici oziroma tik pod kožico. Me zanima, a boste, torej gotovo ti rezultati so možni jih uporabljati tudi drugod, recimo na Krasu, kjer so bili ožigi, ki sem jih prej omenil, pa še druge težave, največ je tam rdečega vina,
terana, Refoška. Drži, no, mi smo z raziskavami začeli v Vipavski dolini, v večjih vinogradih in na večjih sortah. V zadnjem času uvajamo še ekstremno, se pravi zelo zgodnje razlistanje pred cvetenjem, ki ima tudi zelo dobre rezultate. No, v letošnjem letu pa poskuse širimo tudi na Kras v okviru večjega projekta, kjer se ukvarjamo tudi s sorto Refošk in ravno tako preizkušamo, ali so ti postopki zgodnjega razlistanja ugodni za končno sestavo oziroma na katere sestavine ugodno vplivajo, katere pa morda tudi izgubimo. O tem bomo lahko že kaj jeseni rekli. Drži, jeseni bojo tukaj prvi rezultati, tako da bomo že videli tudi, kako ta nova, zelo inovativna vinogradniška tehnika deluje v geoklimatskih pogojih Krasa in na sorti Refošk. Lepo. V vinogradu so tudi sodelavci, tudi danes. Kaj pripravljate zdaj še? Dejansko te poskusi potekajo zelo pod nadzorom mikroklime. S tem, ko odstranjujemo listnje, namreč spremenimo mikroklimo v grmu vinske trte in ravno ta odločilno vpliva na to, kam sinteza steče oziroma kako poteka biosinteza v korist ali ne korist neke komponente, s tem, da seveda nikoli ne govorimo o enih, o dveh, ampak res o velikem številu komponent, na katere to vpliva, in da boljše razumemo, kaj se dogaja, z namenom, da bomo nekoč lahko na to vplivali, to mikroklimo spremljamo. Pomeni, da postavimo vinograd senzorje skozi celo sezono in spremljamo temperaturo na severni, na južni strani, pri razlistanih, pri nerazlistanih, pri zgodnejše, pozno razlistanih trtah, ravno tako pa tudi relativno vlago, ker ta je pa zelo pomembna, ker je od nje odvisna nevarnost za obolevanje, recimo botritis cinerea, tako za gnilobo. Tudi tu imamo zelo zanimive rezultate, spremljamo tudi mikrobiološko, se pravi grozdje poberemo in potem sok tudi mikrobiološko pregledamo in tudi tu so zanimivi rezultati, število mikroorganizmov je znatno manjše, kar pomeni, da je tudi riziko obolevanja znatno manjši, ker pri zgodnjem, zlasti pri razlistanju pred cvetenjem smo opazili še en pojav in sicer grozdje je v tem primeru manj zbito, kar je spet dodatno pomembno pri možnosti znižanja uporabe škropiv in seveda pri manjšem riziku za bolezni. No, najlepša hvala za vse povedano. Več bomo pa bolj natančno vas še kaj poprašali, pa jeseni, ne? Prav, hvala lepa.